pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Murski Soboti, kjer se bo kmalu začela tekma 5. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach v Fazaneriji. Se bosta pomerila domača Mura in Radomlje. Čeprav smo ga na prvi tekmi videli igrati v napadu, Hrvoj v kazenski prostor odbija Moris na nogo Nuhanovića. Nuhanović, odličen strel! In kaj zapravil Nino Kukovec? Nogometaši Radomelj bi zdaj pravzaprav morali priti do prvega zadetka v letošnji sezoni, Kukovec do svojega prvenca. Igra z roko je bila tole, mislim, da Maroše, ampak nič ne piska sodnik. Jurišić za Jovičevića, priložnost za Muro, toda zgrešil je Nikola Jovičević. Krasna priložnost za Sobočane, v velikih priložnostih je zdaj 1-1, krasna reakcija Jurišića je bila tole. Lahko pokazal svoje karakteristike. Dobra podaja Korun! Uroš Korun, Radomlje vodijo z 1-0. Odličen strel Uroša Koruna, ki je prišel do prvenca v tej sezoni in seveda do 21. zadetka v prvi slovenski nogometni ligi. Anlandu. Krolo lepo na levo stran, kjer je Marković. Marković v kazenski prostor, 2-0 vodijo Radomlje. Prvenec Nina Kukovca, podvojili so prednost. Varovanci Žinka, Nino Kukovec torej odpira svoj strelski račun. Vnovič obramba Mure ni imela odgovora na krasno kombinatoriko. Krolo pa še vedno v prvi vrsti zadolžen za obrambne naloge. Poda proti bližnji vratnici, vroče pred vrati. Do priložnosti je prišel Amadej Maroš, ampak zgrešil je cilj. Sajtovski. Cottrell. Poda v kazenski prostor. Tu je Jurišić. Vroče zdaj pred vrati Radomelj. Tripi do strela, brani pa Baš. Zdaj je vratar Radomelj malce izgubil vendarle orientacijo, kajti žoga je spremenila smer. Ampak vendarle se Tripi ni razveselil prvenca v prvi ligi. Lepa poteza Tripija, ampak potem na mesto Rok Jazbec, ki gre zdaj v slogu Pikeja naprej. Tole Anlandu za Roka Jazbeca. Jazbec zavrnil je žogo Anlandu krasno in vendarle brani Mihelak. Sijajna poteza Roka Jazbeca. Anlandu se je fantastično otresel nasprotnika, ni pa uspel premagati Klemna Mihelaka. Darjan Slavic, po dobri predstavi na prejšnji tekmi, danes slabša podoba. Kaj je po vašem mnenju razlog za to? Verjetno več stvari, saj tudi nasprotnik konec koncev v prvi vrsti. Ampak zavedali smo se, da Radomlje ni realnost ta lestvica. Se pravi, oni so dosti bolj kvalitetna ekipa. In mi smo se pripravili na to, na njihove stvari. Danes nismo izpoštovali vsega, kar je bil dogovor. Ampak predvsem tam nekje v tisti napadalni coni tam ni bilo ideje, nevarnosti in je enostavno bilo premalo. Ste torej nezadovoljni tudi s pristopom vaših varovancev? Ne bi rekel to, saj prijejo take dnevi, saj ne možeš biti na istem nivoju, oziroma želja je, ampak enostavno očitno nismo v stanju biti na taki ravni več tekem. Se pravi, je treba se vprašati oziroma analizirati stvari, zakaj do tega prihaja. Ker danes to po izgubljeni žogi vračanja ni bilo niti približno takšno, kot je bilo
v Kopru. Dejali ste, da ni bilo pravega navdiha. Kaj je po vašem mnenju razlog za to? Zakaj ni bilo recimo veliko priložnosti v drugem polčasu? Pa dobro, Radomlje je zdalo kompaktno. Mi smo želeli, ideja je bila, da prebijemo oziroma ustvarjamo ta višek prek bočnih položajev. V situacije smo prihajali, ampak tam ni bilo vtekanj, v praznem prostoru, ni bilo dvojnih podaj, ni bilo gibanja za njihovo linijo. Vedeli smo, da imajo tam težave in to nismo izkoriščali enostavno. Danes ste drugič vodili Muro, ali pričakujete še kakšno priložnost? Prosim, nisem razumel vprašanja. Danes ste drugič vodili Muro, ali pričakujete še kakšno priložnost na klopi? Dobro, zdaj to je vprašanje za druge ljudi. Jaz bom seveda svoje stvari nadaljeval, dokler bo pač vodstvo iskalo zamenjavo ali kakšnokoli drugo opcijo. Na meni je, pa na našem trenerskem štabu je, pa na igralcih pa je, da nadaljujemo s svojim delom. Vse ostalo pa je v bistvu zadolženo vodstvo. Luka Žinko, iskrene čestitke za zelo dobro predstavo in pa za prvo zmago v letošnji sezoni. Kaj je po vašem mnenju razlog, da je danes nekaj tako kliknilo? Ja, že od začetka, že od ogrevanja sem videl, da so fanti res danes bili pri stvari. Ne rečem, da prejšnje tekme niso bili, ampak danes se res videl na njih, da so željni se pokazati v dobri luči, da so željni odigrati eno dobro partijo. Na koncu jim je to uspelo in res so bili dobri, borbeni, bom rekel tudi kvalitetni in zasluženo zmagali. Prej ste razlagali tudi, da ste v določenih trenutkih trpeli, čeprav ni bilo tako videti. Drug polčas pričakovali smo pritisk Mure, pričakovali smo, da lovijo rezultat na domačem igrišču in smo se mogoče zavestno malo postavili v obrambno formacijo, tudi oni so nas prisilili v to, na drugi strani smo pa na te kontranapade poskušali jih raniti. To nam je, bom rekel, na polovično tudi uspelo, prišli smo tudi do priložnosti. Pomembno pa je, da so napadalci v napadalni tretjini zadržali žogo, da se je naša obrambna linija lahko spočila, da smo zadržali žogo na njihovi polovici in to je bil tudi ključ do uspeha. Po drugem doseženem zadetku se vam je odpiralo tudi veliko prostora za protinapade, pa se nekako zdelo, da z napadalnega vidika niste več tako zelo ambiciozni. So bila to vaša navodila ali so se nogometaši sami odločili nekako, da je bolje se osredotočiti na branjenje? Ne, to je v bistvu, kot sem rekel, v drug polčas smo šli zavestno v malo mogoče obrambno postavitev, samo to je določen trenutek, moment in odločitev posameznika, a bo šel v tistem trenutku do konca, do gola, ali pa bo zadržal žogo na nasprotnikovi polovici. Ne bom rekel, da nismo bili ambiciozni, ampak smo zavestno hoteli umiriti igro, zavestno smo hoteli Muro zaostaviti v njihovi ofenzivi. Mislim, da nam je to res vrhunsko uspevalo, tako da igralcem svaka čast, zasluženo so zmagali. Koliko lažje bo zdaj nadaljevati prvenstvo, ko ste vendarle danes ugotovili, da ste nekako na pravi poti? Ja, sigurno bo lažje. Zdaj ta teden, tudi pred tekmo sem rekel fantom, kaj 90 minut tekme, da se potrudiš, kaj imaš pol 7 dni res veselja do naslednje tekme, da se lažje se pripraviš, lažje, bolj z veseljem prihajaš na trening. In to bo zdaj ta teden, tako da naprej se gremo pripraviti. To je ena tekma, še dolga je pot in na pravi poti smo, to smo danes pokazali, zdaj pa treba to držati. Roko Jurišić, sicer ste bili eden izmed najboljših posameznikov vašega moštva, ampak na koncu to ni bilo dovolj za pozitivan rezultat. Kaj je po vašem mnenju danes Muri zmanjkalo? Pa, dobar dan svima, kao prvo i kao drugo, pa ništa, ušli smo jako lošu utakmicu, dopustili smo im previše da igraju, da imaju kontrolu nad utakmicom i eto, primili smo ta 2 glupa gola iz glupih šansi i nismo si to smjeli dopustiti. Nismo bili 100% u utakmici i eto, desilo se što se desilo i idemo dalje. Občinstvo v Fazaneriji je zelo zahtevno. Kako težko je bilo po tekmi poslušati vse te žvižge? Pa normalno da nije lijepo kad čujemo da publika nije zadovoljna našom igrom. Normalno nismo ni mi zadovoljni našom igrom, sigurno nas je sram i ništa, i sad trebamo se skupiti, trebamo se smiriti, napraviti dobru generaciju, dobro analizirati ovu utakmicu i spremiti se za iduću utakmicu.
Uroš Korun, iskrene čestitke za zmago. Kaj je po vašem mnenju razlog, da vam je danes tako steklo? Ja, najlepša hvala za čestitke. Ja, gledajte, iskreno povedano, tu v tej ligi je dosti izenačena. Zdaj, tisto, ko prvi doseže gol, je ponovadi tisto, ko dobi nekako malo več elana, malo več samozavesti. Mi smo zabili in ta prvi gol nam je nekako dal neko samozavest za igro. Imeli smo še dosti situacij že v prvem polčasu, tako da jaz mislim, da je presodil ta prvi gol. Prav, vi ste dosegli prvi gol Radomelj v letošnji sezoni, ste potem nekako laže zadihali, ko ste vendarle zatresli tekmečeva vrata? Ja, vsekakor. Zdaj vemo, da 3 tekme nismo zadeli, tako da nekako smo bili pod pritiskom gola, ampak tako kot sem že rekel, danes smo vsi od prvega do zadnjega res odigrali zelo kvalitetno tekmo, zasluženo zmagali. Mislim, da ni bilo vprašanje naša zmaga niti v enem momentu, tako da iskrene čestitke vsem fantom, zdaj pa nič, gremo naprej. Luka Žinko je dejal, da ste v drugem polčasu nekoliko trpeli. Zdaj Mura ni imela veliko priložnosti. Kako ste se recimo vi počutili, kakšna da je situacija, vi, ki ste branilec in verjetno lahko zelo dobro ocenite? Mislim, nekako sigurno smo vedeli, da z našim rezultatom 2:0, da bojo oni pritisnili. Zdaj trpeli, bili smo res v naši zadnji liniji, malo več smo bili na preizkušnji, ampak nekako nekih akcij nevarnih niso si ustvarili, tako da smo se zelo dobro branili od napadalca vsi nazaj, tako da jaz mislim, da nekih preveč odprtih situacij jim nismo puščali, tako da lahko rečem, da zasluženo zmagali.